Ta teden je v Ljubljani potekala akcija Za lepšo Ljubljano, Za lepšo Ljubljano. Iz nekega razloga to ne vključuje izgona poslancev in bankirjev z mesta ter deratizacija centra, ampak čiščenje Ljubljanice. Kot vsako leto so našli en kup svinarije. Potapljači so našli tudi najmanj 2 avtomobila, pa akumulator, pnevmatike, kolesa, prometne znake, pisalni stroj ter klop iz mestnega parka. Naš Zoki rad pravi, da je Ljubljana najlepše mesto. Valjda, če pa vse smeti zmečemo v reko. Kako ne bo? Ljubljana je tisti prostor v stanovanju, kamor zmečeš vso kramo, ko nepričakovano dobiš obiske. Jaj, koliko imate lepe, hvala. Pa sem v tisto sobo pa ne hoditi, prosim. Pa kakšna logika je za tem? Nekomu kradeš kolo, se pripelješ do cilja, bicikl pa vržeš v reko. To je ta življenjski cikl ljubljanskega bicikla, ali kaj? A gre za kakšno vraževerje? Vodnjake za srečo mečejo kovance, v Ljubljano pa bicikle in si rečejo avto. Ali kaj? Vi se hecate sam, v Nemčiji se take želje takoj uresničijo. Tam jim avtomobili padejo kar z neba. Burn it, damn it. Oh, yes! Yes! Yeah! En tak avto stane 200 jurjev, tako da tisti, ki je prvi prišel do razbitin, je verjetno kar zaslužil na smetišču. Američani bojo odslej očitno na sovražnike metali kar avte, ker so cenejši od bomb. Ta teden so se v parlamentu, največji dobrodelni organizaciji, in dobrodelni zato, ker zaposluje ljudi, ki so sicer nezaposljivi, zmenili, da uvedemo nadomestni zapor. To ne pomeni, da greste lahko nekoga nadomeščati za toliko cajta, da Evropa dokapitalizira še eno banko. Nadomestni zapor pomeni, da če nekdo ne more plačati svojih glob, bo dolgove odplačal z zaporom. A se tresete, vi zdaj? Če država od tebe ne more dobiti denarja, te kaznuje tako, da ti časti pol penzion. Razgled je sicer slab, ampak imaš pa zazihran seks, to pa je. To je pa nedvomno. In kako deluje? V zapor boste morali, če boste dolžni več kot jurja, kazen pa bo 1 dan za vsakih 100 evrov. Sploh ni tako slabo. 100 evrov na noč, to se lahko kosta s hotelom Union. Pa glih tako na hodniku srečaš vplivne Slovence. Ne vem sicer, za denar dobiš tudi šampan za dobrodošlico, vem pa, da imajo zastonj Wi-Fi, ker edino tako je lahko Janša tweetal skozi to. Je pa zanimivo, da so zakonu nasprotovali v SDS in NSI. Kar povsem razumem, ker njihovi člani in frendi v prihodnje nočejo imeti preveč cimrov. Oni so radi sami. Je pa že vsak v zapor hodil, ali kaj? V Avstriji pa imajo svoje sorte žur. Boje bo šel v zgodovinske knjige. Jirca, kaj se dogaja? Pri naših severnih sosedih poteka prvi krog očitno zgodovinskih predsedniških volitev. Kot namreč kažejo rezultati vzporednih volitev, bosta prvič po letu 1945 poraz doživela kandidata tradicionalno vladajočih strank, socialdemokratov in ljudske stranke, saj naj bi slavil kandidat svobodnjakov. Aha, pa smo spet tam. Avstrijci so se odločili, da bojo za predsednika postavili svobodnjaka Norberta Hoferja iz skrajno desničarske stranke pokojnega Hajderja, ki ga Slovenci dobro poznamo. Glede na to, da je zmagal človek s priimkom Hofer, lahko rečemo, da so bile volitve več kot fair. In to je že tretji prepoznaven avstrijski desničarski skrajnež s priimkom na H. S prvim je Avstrija pristala v vojni, z drugim v škarpi. S tretjim pa upam, da pristanejo samo v razprodajah. Pravzaprav ni čudno, da po Evropi zmagujejo desničarji. Ljudje se bojijo turbanov in burk, ta desnim pa obljubljajo, da jim ne bo treba spreminjati mode. Še vedno so lahko v Hosenträgerjih in Irhercah. Jodlanje bi lahko zamenjali za dretje v mošejah, ker slabše ne more biti. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku,
Posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.